Lep pozdrav, tu Blaž. Danes pa bom govoril na temo zlobe. Kaj je to sploh zloba in kdaj smo ljudje zlobni in zakaj smo sploh ljudje zlobni? Pri takih besedah si lahko včasih zelo lepo pomagamo z angleščino in zato, če napišemo zdaj recimo besedo zloba v angleščini, dobimo evil, ne? E-V-I-L. In če to besedo preberemo nazaj, dobimo pa live, kar pomeni živeti. Če takole zdaj tle napišem v obratni smeri, imamo live, kar pomeni živeti, in če preberemo to nazaj, dobimo E-V-I-L, evil, zloba. Torej, iz tega lahko že razberemo, da je zloba ravno nasprotno od življenja. Torej, vse, kar nasprotuje življenju, kar nasprotuje izražanju, kar zatira življenje, kar mu onemogoča da bi dostojno obstajalo življenje, je zlobno, ne, zloba. In danes imamo ogromno zlobe v svetu, zato ker smo pač ljudje zlobni. In recimo, ne, če pogledamo, kadarkoli zatiramo nekoga drugega, ga žalimo, ga ponižujemo, ga zmerjamo ali pa ga obrekujemo, smo zlobni, ker ga namerno, bolj ali manj namerno pač tlačimo, zatiramo in mu želimo zmanjšati vrednost kot živemu bitju. Tako da sploh ne omenjamo politike, ekonomije, bančništva in tako naprej, ki dejansko temelji na zlobi. Če samo pogledamo princip obresti in ustvarjanje denarja z ustvarjanjem dolga, potem že vidimo, da je ta smisel dolga v bistvu samo to, da ima tisti, ki denar izdaja na podlagi dolga, se pravi bankirji, oblast nad vsemi ostalimi ljudmi, ker jim samovoljno zaračunava obresti. Edini smisel tega je pa ta, da ima pod nadzorom druge ljudi. Se pravi, jih zatira, ne, zatira njihov enakovreden izraz, ker sebe postavlja v višji, bolj vpliven položaj. In če pogledamo tudi razne zakone o varčevanju in o tem, kako večina politikov ignorira demokracijo in to, kaj je dobro za vse ljudi, za vse življenje, potem vidimo, da smo ljudje zelo pogosto zlobni. Pa ne zdaj samo politiki, ne, ampak vsi ljudje. Tako da, iz kod pol to sploh izvira, naša zloba, ne? Zakaj smo ljudje zlobni? Ljudje smo zlobni zato, ker se večino časa podrejamo svojim mislim in čustvom in ker te lastne misli in čustva ovrednotimo kot nekaj bolj pomembnega, nekaj več vrednega od realnosti okrog nas, od drugih ljudi, ne. Naši cilji se nam zdijo bolj pomembni od dostojnega življenja za vse ljudi, zato začnemo potem ignorirati druge ljudi in dostojnost drugih ljudi. In seveda je pač zdaj spet najbolj očitno to v politiki in v ekonomiji, kjer se večina ljudi podreja, celo javno nasprotuje veliko ljudi nekim rešitvam, ki bi vsem zagotovili dostojno življenje, ker postavljajo na prvo mesto profit. Profit, vsi se podrejamo profitu in na tak način vsi pripomoremo k temu, da zatiramo življenje. Ker pač ne vzpostavimo sistema, kjer bi bilo dostojno življenje vsem zagotovljeno, že na sistemski ravni. In tako recimo bogati postajajo še bolj bogati in zatirajo revne ali pa revnejše od sebe in to vsi počnemo na vseh nivojih, ker pač imamo in dopuščamo tak sistem. In zato smo vsi zlobni.
Ne? Še najmanj zlobni so mogoče najbolj revni, ki res nimajo nič, denarja in nič, ker pač ne morejo nič početi. In oni se resnično zavedajo, kako zlobni smo vsi ostali, ki jih ignoriramo, ki ne upoštevamo tega, da so tudi oni živa bitja in da imamo vsi pravico in ne samo pravico, ampak dolžnost, da drug drugemu zagotavljamo dostojno življenje. Ker kadarkoli začnemo ignorirati življenje drugega, smo zlobni. Tako da s tem, ko se podrejamo svojim čustvom in svojim mislim, ko imamo neke sebične težnje v življenju, kjer ignoriramo potrebo po dostojnem življenju vseh ljudi, se pravi, kadarkoli neke svoje cilje, svoje želje postavimo pred to, kar je najboljše za vse, se pravi, pred to, da vsem zagotovimo dostojno življenje, potem smo zlobni. Zato, ker delamo v nasprotju s tem, kar je dobro za življenje. Ne? Smo nasprotni od življenja, nismo live ali pa alive, ampak smo evil, ravno nasprotno. Tako da rešitev za to je seveda ta, da se vsi začnemo zavedati najprej tega, da smo zlobni, zato ker se pač podrejamo svojim mislim in čustvom, za katere sploh večino časa ne vemo, zakaj si jih ustvarjamo in sploh, da se jim podrejamo, ker pač enostavno privzamemo naše misli in čustva kot nekaj samoumevnega, nekaj, kar smo mi. Ne? Pravi, mi smo naše čustva, mi smo naše misli in se nikoli ne vprašamo, odkot naša čustva in misli izvirajo. In seveda dejstvo je, da mi kot živa bitja nismo naše misli, naša čustva, ampak si misli in čustva zgolj ustvarjamo. In potem pridemo do tega spoznanja, da dejansko zavestno počnemo vse, kar počnemo. Da smo se nekje v preteklosti odločili, da bomo takšni, kakršni smo. Čeprav se tega recimo zdaj več ne spomnimo mogoče, ali pa se tudi takrat nismo zelo dobro tega zavedali, ampak dejansko je to tako. Tako da zato moramo vsi ljudje, vsak posameznik, mora najprej prevzeti odgovornost zase, za svoje misli, za svoja čustva, se naučiti, kako uporabljati svoje misli in svoje čustva na način, ki ne bo zloben, ki ne bo sebičen. Se pravi, da se vsi najprej uskladimo s principom, ki je najboljši za vse. In ta princip si lahko tudi preberete pod opisom videa. Tako da, to je v glavnem vse, kar sem hotel povedati na temo zlobe. Torej, kaj je zloba? Zloba je ravno nasprotno od življenja, kar se vidi iz angleške besede live, ki jo preberemo nazaj in dobimo evil. Torej, če zatiramo življenje, smo zlobni. In če smo samo iskreni in ko smo samo iskreni, ugotovimo, da smo vsi ljudje kdaj zlobni. Pa ne samo kdaj pa kdaj, ampak večino časa. Če že za nič drugega, zato, ker ignoriramo druge ljudi, druga živobitja, ker večino časa v svojem življenju namenimo temu, da stremimo k nekim svojim sebičnim ciljem, pri katerih ne upoštevamo vsa druga živa bitja kot sebi enakovredna in ker ne postavimo enostavnega, nujnega dejstva, da moramo najprej vsem zagotoviti dostojno življenje, preden lahko mi sploh začnemo razmišljati o nekih svojih sebičnih težnjah, smo večinoma vsi ljudje zlobni. Eni manj, drugi bolj, ampak vsi ljudje smo zlobni in to ni sprejemljivo. Tako da rešitev za to poznamo, rešitev je v samoiskrenem opazovanju svojih misli, svojih čustev in svojih lastnih vedenjskih vzorcev, kar se najlažje počne tako, da si jih napišemo v svojem dnevniku, da se vsak večer recimo usedemo, pa si pogledamo, kaj smo danes čez dan počeli. Smo mi v tem, kar počnemo, stremimo k temu, da bomo zagotovili vsem dostojno življenje, ali nas večino časa skrbi samo za našo osebno korist. In potem, ko začnemo s tem procesom, se lahko začnemo korigirati, delati korekcijo in stremeti potem k takšnim aktivnostim, s katerimi bomo vsem zagotovili dostojno življenje. Zdaj recimo jaz se recimo zelo
promoviram in se zavzemam in razvijam tudi to idejo o zagotovljenem življenjskem dohodku, s katerim bi dejansko omogočili sistem, v katerem bi vsak bil lahko samoodgovoren in si zagotovil najprej osnovne življenjske potrebščine, da ne bi bilo več revščine in da bi ljudje imeli malo več časa za to, da se lahko dejansko začnemo sploh spraševati o tem, kdo mi smo, kaj to življenje je in kako sploh živeti, da ne bomo vse te zlorabe ustvarjali in podpirali. Tako da predlagam, da si tudi ta predlog preberete in ga preučite, se seznanite z njim, spoznate, zakaj je nujno, da uvedemo takšno rešitev in da potem sodelujete pri tem ustvarjanju sveta, kjer bo dostojno življenje vsem zagotovljeno in kjer dejansko ne bo več zlobe, zato ker bomo najprej sami odstranili zlobo iz samega sebe, potem pa še drugim pomagali spoznati, da je nesmiselno, da smo zlobni, da nasprotujemo življenju, da zatiramo življenje in da lahko dejansko živimo tako, da sodelujemo in drug drugega ga podpiramo pri tem, da vsi dosežemo svoje polne življenjske potenciale. Ok, to je za danes vse in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!